Pozdravljeni in dobrodošli na zadnji briefing, kjer bomo skupaj skušali ugotoviti, kaj lahko pričakujemo od velike nagrade Eiffla. Čeprav so se oblaki nad progo v Nürburgringu razblinili, moram priznati, da še malce tavam v temi. Namreč tretji prosti trening po mojem osebnem mnenju ne daje tistega pravega občutka, da bi lahko razumeli vsaj približno razmerje moči, ki ga vidimo na progi. Seveda vse je bilo tudi zgoščeno, nismo vedeli pravzaprav, kaj počnejo pri ekipah, zato je še veliko odprtih vprašanj. Videli smo kar nekaj presenečenj, katera so poživela to dogajanje. In seveda tudi danes si bomo ogledali zadeve v tistih naših standardnih treh sklopih. Najprej se bomo ustavili pri samih kvalifikacijah, nato bom podal mojo osebno interpretacijo teh rezultatov kvalifikacij, žal o ritmu ne bom govoril, ni bilo časa vzeti tiste rezultate in jih primerjati, in na koncu bom podal še moje videnje za možne strategije za veliko nagrado Eiffla. A začnimo kar s prvim velikim presenečenjem. Namreč Lance Stroll se ni počutil v redu, zato so poklicali zamenjavo v zadnjem trenutku in zopet Nika Hülkenberga. Če smo videli, kako ekspresno so ga spravili v bolid na veliki nagradi Velike Britanije, tu na veliki nagradi Eiffla je bil čas, ki so ga imeli na razpolago, še bistveno krajši. Lance Stroll se je slabo počutil tam nekje pred začetkom tretjega prostega treninga. Nico Hülkenberg je bil v bolidu pred začetkom kvalifikacij, torej izjemno malo časa, govorimo o urah. Zato ni presenečenje, da je bil Nico Hülkenberg tako slab na kvalifikacijah, ampak kaj bi pričakovali od njega? A pojdimo lepo po vrsti. Preden začnemo s kvalifikacijami, si pogledamo tiste elemente pogonskega sklopa, kateri so vgrajeni na novo tu na veliki nagradi Eiffla. Seveda, nismo še dosegli tiste točke, da bi kdorkoli dobil kakšna kazenska mesta, a vseeno. Oba voznika tovarniške ekipe Mercedes imata nov MGU-H, turbokompresor in motor z notranjim izgorevanjem, prav tako Sebastian Vettel. Tudi Alexander Albon ima nov motor z notranjim izgorevanjem ter nov MGU-K. Tudi Valtteri Bottas, za razliko od Lewisa Hamiltona, ima nov MGU-K. Mislim, da ga je Lewis Hamilton dobil na prejšnji dirki. Sebastian Vettel ima novo baterijo, Latifi je dobil novo baterijo in kontrolno elektroniko in Nico Hülkenberg prav tako baterijo in kontrolno elektroniko. Seveda, da ne bo zmede, te komponente se pišejo na račun Lancea Strolla. In seveda, prihod Nika Hülkenberga, kot sem povedal, je bilo prvo presenečenje teh kvalifikacij, še zdaleč ne edino. Namreč na tretjem prostem treningu, če si pogledamo rezultate, smo videli enkratno formo pri skuderiji Ferrari. In upravičeno se je bilo vprašati, ali je to samo nekaj, kar bomo videli na tretjem prostem treningu, ali bomo kaj podobnega videli tudi na kvalifikacijah. Charles Leclerc na kvalifikacijah je po mojem osebnem mnenju dosegel fantastičen rezultat, 4. mesto. Nekaj, kar pri Ferrariju nismo videli praktično v tem srednjem delu sezone. In sedaj se bomo vprašali, je to forma bolida, je slučajno uspel Charlesu Leclercu krog, ali kaj lahko sploh pričakujemo od dirke, a o tem malce kasneje. Tisti, ki je verjetno malce razočaran iz vsega dogajanja okrog kvalifikacije, je Max Verstappen, kateri je v Q1 in v Q2 pokazal odlično formo, bil je hitrejši od obeh Mercedesov. Seveda, na koncu so se stvari postavili na svoje mesto, a Max Verstappen po mojem zna biti nevaren jutri, a tudi o njemu malce kasneje. Tisti, ki so prijetno presenetili, po mojem osebnem mnenju, so pri tovarniški ekipi Renault, kjer so pokazali kar velik skok naprej. In tudi pri McLarenu ne smemo biti črnogledi, so solidni tam, kamor spadajo. Sergio Perez je zopet potrdil, da je izkušen, da zna izkoristiti priložnosti in je Racing Point popeljal v Q3.
Ne glede na tisto zmedo, ki smo jo videli s Strollom in menjavo s Hülkenbergom. A moramo biti iskreni. Na kvalifikacijah smo videli neko presenečenje, katero pa ni bilo pozitivno. In tu ne bom govoril o Sebastianu Vettelu, temveč o pnevmatikah v drugem delu. Opazili smo, da mnogi vozniki so v prvem poizkusu imeli tisto pnevmatiko medium. In nekako so videli, da tista pnevmatika medium je bila prepočasna, da bi jim nekako garantirala enostaven prehod v zadnji del kvalifikacije. Zato so v drugem delu popravili svoj čas pnevmatiko soft. In to ne samo vozniki kalibra Daniela Ricciarda s tovarniškim Renaultom, ampak tudi oba tovarniška Mercedesa, kar je bilo malce čudno. Za razliko pri Red Bullu Max Verstappen nikoli ni poskusil pnevmatike medium v Q2. In videli smo, da tista razlika v hitrem krogu med pnevmatiko medium in pnevmatiko soft je bila tam okrog sekunde, če se ne motim, kar je bistveno več od tistega, kar je pravil Pirelli na svoji tabeli. A pustimo sedaj to primeru, videli bomo jutri v resnici, kje so prave številke. Vseeno to, da bo prvih 10 voznikov začelo dirko na pnevmatiki soft, čeprav so si mnogi želeli medium, bo izjemno poživelo dirko, kajti spremenilo bo tiste strategije iz hitrih a zanesljivih v malce bolj počasne verjetno in tudi nezanesljive, kar zna prinesti marsikateri obrat. Seveda, treba je omeniti tistega Sebastiana Vettela, kateri je bil 11. in njegovo 11. mesto v tej luči izbora pnevmatik zna biti prej prednost kot slabost, kajti on bo lahko začel dirko na tisti pnevmatiki, katero si bo izbral, ne na tisti pnevmatiki, s katero je postavil najboljši čas v Q2. Res, na tretjem prostem treningu sta bila dobra oba, tako Leclerc kot Vettel. A če primerjamo čase, vidimo, da je Charles Leclerc znižal čas tretjega prostega treninga tam za okrog 60. Če to primerjamo z rezultatom tovarniških Mercedesov, vidimo, da sta tam odbila približno sekundo, kar nam da zadevo v čisto drugačno perspektivo. Mislim, da na tretjem prostem treningu sta oba Ferrarija malce iskala pozornost. V Q3 pa je Charles Leclerc pokazal svoj nedvomen talent. A dvomim, da bo lahko v dirki držal tak ritem, še posebej, ker ne bo imel nobene pomoči strani strategije. Začel bo na tisti pnevmatiki kot vsi ostali in mislim, vsaj tako je moje osebno mnenje, da ne bo imel kakih velikih možnosti povleči kakšne modre poteze. Seveda, sedaj je prišel čas, da na teh skupih podatkih podam moje osebno videnje na tisto, kar bi lahko pričakovali jutri na progi glede strategije. In seveda zopet priznam, da nisem videl, kaj je objavil Pirelli in nimam vseh tistih podatkov, ki bi si jih želel. Seveda moram priznati, da je bila moja naloga bistveno otežena s tem, da nimam podatkov o grobosti asfalta. Namreč izjemno težko je določiti, kako dolgi bodo stinti, koliko krogov bodo vzdržale pnevmatike. A vseeno, pred vami imate moje 4 variante, od katerih 2 sta malce za lase privlečeni. Na koncu bom omenil še 5. in mislim, da bomo dobili vsaj občutek, kaj lahko pričakujemo. Seveda, če pogledamo tisto zgornjo, prvo varianto, bomo videli, da se začne s pnevmatiko soft, ta traja približno 18 krogov. Vkolikor bi trajala manj, mislim, da bi bile zadeve izjemno težko izvedljive. Nato prva menjava ponovno na soft, ponovno 18 krogov, nato medium za 24 krogov. Seveda, kdo bi lahko rekel, da je možna varianta samo z enim postavkom, da začne voznik s pnevmatiko soft? Zopet tistih 18 krogov oziroma vkolikor podaljša malce stint in nato da pnevmatiko hard, katero lahko vozi tam 40-42 krogov. Tu sicer dvomim, da bo pnevmatika hard zdržala toliko krogov, oziroma ritem, ki ga bi držal voznik, bi bil izjemno počasen. Zato tu vidite vprašanje.
Tista opcija, katero imajo vozniki, ki začnejo od 11. do 20. mesta, je pa začeti na medium pneumatiki in tam imeti stint dolg okrog 25 krogov, kar je po mojem realno. In na to natakniti pneumatiko hard in imeti te za približno 35 krogov. Seveda, malce več, malce manj, da se razumemo. In to je po mojem osebnem mnenju realno. Seveda imamo še tisto četrto varianto, katera je zopet malce za lase privlečena. Začeti na soft za približno 15 krogov, na to natakniti medium za približno 20 krogov in na koncu vzeti še hard za 25 krogov. V vsakem primeru se mi zdi ta strategija izvedljiva, ampak izjemno počasna. In prav nič hitrejša, po mojem osebnem mnenju, je tista peta varianta, katere nisem narisal, začeti na soft, zato narediti stint na medium in ponovno stint na medium. Čeprav ne vem, če imajo vozniki toliko medium pneumatik na zalogi, posebej novih setov, tistih, ki niso rabili, naprimer v Q2. Seveda gre za moje osebno videnje tistega, kar sem lahko razbral iz tega okrnjenega dirkaškega vikenda. Pred začetkom komentarja dirke v živo bomo tudi primerjali moje napovedi s tistim, kar so pripravili v Pirelliju in seveda skupaj na dirki bomo videli, kdo je imel bolj prav. In seveda, če ima kdo izmed vas kakšno boljšo varianto, naj jo prosim napiše in omenil jo bom in seveda tudi upošteval. Mi se vidimo jutri za komentar dirke v živo na Facebooku ob 13:45, kjer bomo imeli kot ponavadi tisti uvodni program in na to bo sledila dirka. Po dirki bo sledil tisti zadnji prispevek na kanalu YouTube, tisti moj osebni komentar, kjer bomo nekako obdelali vse, kar se je zgodilo na veliki nagradi Eiffla. Za enkrat, za zadnji briefing je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.